brez da se kregal, mu je ponudila vedenje, ki ga je on želel in tisti trenutek je označil s klikarjem, po kliku je vstala in vzela nagrado. Je kar spuščen delo. Evo, to je za mladička, je že kar dosti dolg cajta zdaj delal. Evo, lepa pozornost, a ne. To je že delal pod motnami, ko jaz zraven govorim, pa motim psa, ampak ko se pes spet skoncentrira na njega, ga nagradi. In to je priprava za vse statične vaje, utrjevanje v gibanju je priprava za poleg, a ne. Takole, kar hod, pa kad te psica gleda, strp normalno. To je priprava za poleg, nič važe na kjer strani je pes, samo da je navajen tudi v hoji, dati pozornost na nas, ne. Samo to hočemo od psa. To je zame skoraj idealen način dela z mladičkami, ja. A ste imeli primer, recimo, da je pes ni tako močno nagnjen na hrano, kot je recimo Ja. Pes za hrano, bo hrano, jaz imam primer, da hrano, če ima neki navdušen, da bo zelo dobro kost ali to ven vrgu pa še. Ja, sej, mi imamo, po moje, tele veliko primerov, ki so veliko bolj nagnjenih prinašanju, pa plenu, pa hrani, a ne. To bo, naslednji sklop je to, je igra, pač bomo tudi ta prinašanje, učenje prinašanja igra. Ne, jaz hočem reči, da je tudi pri tem učenju veliko individualnosti, ne? Ja, to je pa pri vseh psih, evo, prav, dobro. Ok, to je že po moje, da ima že dosti. Bi še eno pozornost. Zdaj ga probal malo speljati, da me na ogledal. Dobro, sem me zagledal. Zdaj, Haran, v trenutku, ko jaz psa pokličem, mora on mene vprašati, kaj hočeš od mene, ne? Pa sledi, da ga jaz pokličem po imenu pa sem ali prostor ali karkoli, ampak dokler nimam tega narejen, da izgovorim njegov ime, da on mene pogleda, so vse ostale vaje brez veze. Kaj ne se jaz gledam sem, če pes ne pogleda, če dela ene druge stvari. Ko ga pokličeš po imenu, mora pes takoj neha delati druge stvari, pa pogleda tebe, pa vprašati, v bistvu, kaj hočeš od njega. Zdaj sem ga sam za ta odziv, pač, ko me je pogledal, sem ga nagrajeval. Zdaj, malo stran. To se dogaja, ne, če je pes lačen. Če je pes lačen, se bo okoli vas zadrževal, ker ve, da boste vi hrano dali. Če pes ni lačen, je to brez veze delati. Zdaj, tu imaš pa tako pozornost, pa tak problem, kdo reče, ja, zdaj pa pes skozi okoli mene hodi, pa skozi me gleda. Jaz pravim, da za ta moram dobiti tvoj attention, ko je pozoren na oči, dobi hrano. Spet, ne. Bolj, da mu pustim pozornost na roko, da mu pustim pozornost na roko, kakor pa da se lovim, a me bo gledal v oči, a me nas. In štartam kar takole, pa pač roko umaknem, pes je navajen iz statične pozicije, da me začne gledati v oči, ki ni roke, in to potrjujem. Nagrada ostaja ista, kakor sem delal z mladičkem. Se pravi, nagrado mi jemlje takole. Ne zapušča pozicije. Poleg je edina vaja, ki pes pri nagradi ni treba, da zapusti pozicijo, če ga učimo imati nagrado tako, kot sem vam prej pokazal. Ostaja v poziciji, oziroma jaz svojo nagrado pozicijo še izboljšam. Da vidite, če mi slučajno dobre pozicije držal, z nagrado grem izboljšati, jo čisto popravim, ga dam psa bolj k sebi, ali bolj nazaj, ali bolj naprej, pač karkoli. Nagrado mora imati v idealni poziciji. Prostor, sedi, stoj, sedi. Ne. Stoj. Prostor. A ste videli pri njej, kaj je pes naredil? Ni, kaj pa zdaj, narobe si naredil. Tako se je popravil, ne? Je rekel, a kaj pa hočeš? A hočeš to od mene, ne? In Andrej je enostavno ga čakal s klikarjem in ga v pravim trenutku potrdil. Torej, beseda ne sme imeti negativnega prizvoka. Pes se mora še bolj potruditi. Kaj pa se zgodi, če bi imel vmes govoril priden? Zdaj, če bi hotel podaljševati, pes bi nadaljeval s tem vedenjem, kar ga pač dela. Če se pes vlegal, pa bi... Ne vem, če je navajen na priden. Ja, ima, samo ne vem, če ima priden. Andrej, daj še to pokaži, tisti drugi pozitivni marker, recimo, da si bleže, pa da ne vem, kaj imaš ti. Prostor. Priden. Enostavno nadaljuje. Še.
Jaz lahko karkoli govorim, mora pes ostati v poziciji. Razen, ko pa rečem ja, zato ker je to njegov marker, isto, kot klikar takrat zapusti. Karkoli drugega Nadaljuje sproščeno samozavestno izvaja. Zato so ti markerji enostaven. Ker ti ni treba pol paziti, da boš rekel vmes bravo, pridem. Sam, če me on nekaj vpraša, mu jaz ne morem odgovoriti z ja, ker po ja boš šel pes po nagrado. Je tako naučen pač. Zdaj, ne vem, če dam ob te vaje ugibanje, jaz tudi nikoli ne štartam, dokler poleg ni idealen ali pa tak, ki ga jaz saj hočem, saj parabližen. Idealenga poleg itak še nisem videl v življenju. Delam vse v tem ugibanju. Prostor! Pomemben je, da med komando pa po komando izstaja isti tempo. To pa poj prenesel sam na gibanje v poleg. Vse statične vaje začnem delati, ker so v gibanju, jih začnem delati tako. Sedi. Osnova za vse je pa pozornost. Če mi pes nekam stran gleda, mu jaz nima. Sedi. To je bolj tisto pod motnjami, malo probaš, ne? Sedi. 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 Sedi.